Predsednik Trump je pravkar zaključil pomemben obisk na Kitajskem, kjer je bila glavna tema pogovorov Iran. Ker je Kitajska največji kupec iranske nafte, je Trump nakazal, da bi ločitev Pekinga od Teherana lahko pomagala končati vojno. Hkrati pa je opozoril, da so vojaški načrti pripravljeni, če diplomacija ne uspe. Medtem Izrael sproža veliko tožbo proti New York Times zaradi komentarja, ki obtožuje vojake IDF spolnega nasilja. Ostanite z nami, sledi Jerusalem Minute. Dobrodošli nazaj v oddaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV. Moje ime je Josh Hasten, z mano pa je Alex Strejman. Aleksej, lepo te je spet videti v studiu. Kasneje bi rad govoril o tvojem potovanju. Najprej pa se osredotočimo na potovanje predsednika Trumpa na Kitajsko prejšnji petek, kjer vztraja, da se odnosi s Pekingom izboljšujejo, kljub velikim razlikam glede Irana, Tajvana, trgovine in drugih vprašanj. Ameriški uradniki pozivajo Kitajsko naj pritisne na Iran, da konča vojno in ponovno vzpostavi svobodo plovbe tam. Kaj trenutno vemo o predsednikovem potovanju, še posebej v povezavi z Iranom? Seveda to zelo vpliva na Izrael. Mislim, da je res pomembno razumeti, da je na Trumpovi globalni šahovnici Kitajska na drugi strani te šahovnice. Veliko potez, ki se izvajajo na Bližnjem vzhodu, v Venezueli in drugje, je na nek način povezano s Kitajsko. Trump ima veliko tem za razpravo. Ni naključje, da je Trump odšel na Kitajsko, medtem ko je bilo v Iranu mirno. Da ne bo nove vojaške operacije, dokler se Trump ne vrne v Združene države Amerike. In ta obisk je zdaj že preteklost. Seveda, Tajvan, carine, to so izjemno pomembna vprašanja. Na nek način vprašanje Irana ni bilo nujno tisto, s katerim bi se Trump želel ukvarjati. Ampak očitno, če se ožina Hormuz zapre, to veliko bolj vpliva na Kitajsko kot na Združene države. Prepričan sem, da je Kitajska zelo nezadovoljna zaradi dejstva, da njen dobavitelj nafte s popustom, Iran, tega ne more več zagotavljati. Zdaj hkrati, kar zadeva Xi Jinpinga, predsednik Trump od njega veliko pričakuje. Torej, ko gleda na svojo globalno šahovnico in na vsa vprašanja, glede katerih bi Trump lahko iskal popuščanja, je pri Iranu verjetno najlažje popustiti, ker je Iran uničen, kaj ne? Trump je to figuro odstranil šahovnice. In na tej točki Kitajska se ne bo posebej trudila, da bi poskušala rešiti del šahovnice tukaj. Mislim, to je že izgubljen denar. To pomeni vlaganje denarja v sredstvo, ki izgublja vrednost, česar pa mislim, da Kitajska ne bo storila. Tako to daje Xi Jinpingu priložnost, da popusti pri tem enem vprašanju. In morda to škoduje Trumpu pri nekaterih drugih vprašanjih, ker Xi Jinping popušča pri tem vprašanju. Tako je to zagotovo povezano s tem, kaj se dogaja v Hormuški ožini. Želimo videti, kaj se bo tam zgodilo. Kitajska ima interes, da se to odpre. In izjave, ki smo jih slišali od njega, so v smislu, da želi pomagati predsedniku Trumpu in končati ta konflikt, ki ga Kitajska zagotovo želi končati prej kot slej. Predsednik je dejansko povedal, da je Kitajska obljubila, da ne bo pošiljala vojaške opreme v Iran in dejal, da je to velika izjava. Poglejmo si ta posnetek. Rekel je, da ne bo dal vojaške opreme. To je velika izjava. To je povedal danes. To je velika izjava. To je povedal odločno. Hkrati pa je rekel, veste, da tam kupujejo veliko nafte in bi to radi počeli še naprej. Rad bi videl, da se Hormuška ožina odpre. Torej, ali res zaupamo, da se bo Kitajska v tem trenutku umaknila iz iranskega vpliva? Če pogledate, kaj je Trump povedal, da je Xi Jinping obljubil, to je, da ne bo pošiljal orožja v Iran. Tako je za Xi Jinpinga enostavno reči Trumpu in v zameno za to želim, da tudi vi ne pošiljate orožja na Tajvan. Kar. Amerika je pošiljala veliko orožja, da bi Kitajsko odvrnila od vdora na Tajvan. Kar je za Ameriko na mnogo načinov veliko pomembnejše in resnejše vprašanje kot vprašanja povezana z Iranom. Torej, če ima Kitajska cilj, da bi bilo na Tajvan poslanih manj ameriškega orožja, jim je precej enostavno reči, hej, to je tisto, kar želimo in orožja ne bomo pošiljali v Iran. Hkrati je predsednik Alex prejšnji petek na Truth Social namignil, da se bo vojaško uničenje Irana nadaljevalo, morda namigujoč na to, da bi lahko ZDA skupaj z Izraelom hkrati napadle Iran. Predsednik je tudi dejal, da bi morda pristal na 20-letno zamrznitev iranskega jedrskega programa. Poglejmo si ta posnetek.
20 let ni dovolj za vas, mora biti popolno. Ne. 20 let je dovolj. Ampak raven garancije z njihove strani ni dovolj. Z drugimi besedami, mora biti resničnih 20 let. Torej imamo vprašanje 20 let in tudi obogatenega urana, za katerega očitno Iran nima tehnologije, da bi ga lahko odstranil. Predsednik predlaga, da bi ZDA ali celo Kitajska lahko pomagale pri odstranitvi obogatenega urana. No, poglejmo ti dve stvari posebej. Verjamem, da predsednik, vsaj z psihološkega vidika, želi dogovora. Na koncu tega, veste, ali je to dogovor, ki ga Iranci dosežejo prej? Obstaja možnost ponovne vojaške akcije ali, kar je bolj verjetno, in o tem bomo govorili čez minuto, to je ponovna vojaška akcija. Ampak na koncu boste dobili nekakšen dogovor. Torej za Trumpa, če dobi 20 let iranske obljube, da ne bodo imeli jedrskega orožja, je to v ameriškem pogledu na stvari večnost. Vsekakor pa Iranci gledajo na stvari dolgoročno. 20 let morda zanje ni predolga doba. Kar je Trump povedal, je zelo pomembno. Gre za to, da moraš imeti zagotovila, da v teh 20 letih ne bo nobenega premika k nadaljnemu bogatenju urana. In to je nekoliko drugače kot pri JCPOA, ker sta predsednik vlade Netanjahu in nekdanji veleposlanik v ZDA Ron Dermer govorila, da so v prvotnem JCPOA obstajale časovne omejitve, ki so v bistvu tlakovali pot do iranskega jedrskega orožja. Toda razlika je v tem, da je imel Iran takrat že vso jedrsko infrastrukturo vzpostavljeno. Vedelo se je, da so že imeli obogateni uran do 60%, kar bi lahko zelo hitro nadgradili do orožarske kakovosti, torej 90% obogatitve. Torej za Trumpa, kar on pravi, je v redu, sprejeli bomo 20 let. Ampak razlog, zakaj bomo sprejeli teh 20 let je, ker Iran nima jedrskega programa. Vse jedrske objekte so uničili. Vsi jedrski znanstveniki, glavni jedrski znanstveniki so bili ubiti. Tako bi morali čez 20 let začeti popolnoma znova, hkrati pa lahko Iran obljubi, da 20 let ne bo naredil ničesar. Izrael lahko reče v redu, dogovor velja za 20 let. Če pa bomo po 20 let jih videli, da znova začenjate graditi svoj jedrski program, ga bomo znova napadli. Torej, če dobite 20-letno premirje in 20-letno jamstvo, kjer so lahko Združene države, IAEA in Izrael prepričani, da Iran ne razvija jedrskega programa, potem sprejmete ta dogovor takoj, ker je to tisto, kar je na mizi. In upate, da boste čez 20 let, ko ne bodo imeli nobenega jedrskega programa, lahko znova zagrozili z zelo ostrimi sankcijami, če bodo šli proti jedrskemu orožju. Torej upate, da boste čez 20 let imeli dovolj vzvodov in spodbud, da se ne bodo vrnili k jedrskemu programu. Torej, Alex, ob vsem tem, kar se dogaja v ozadju, praktično gledano tukaj in zdaj, smo bili čez vikend obveščeni o poročilih, da Izrael in ZDA izvajata najbolj intenzivne priprave doslej za obnovitev napadov na Iran, morda že ta teden. Kaj vemo? Kaj lahko preverimo glede tega, kaj se tukaj dogaja? No, veliko je govoric. Veš, vidimo članke v različnih medijih, nekaterim ne moreš zaupati, iz drugih pa lahko sestaviš sliko. Ampak slišiš izjave izraelskih uradnikov, da verjamejo, da je vojna neizbežna. In za Trumpa je očitno prvi in najpomembnejši cilj obnoviti pretok ladij skozi Hormuško ožino in ga trajno zagotoviti. Brez iranskih pristojbin v teh ožinah, brez iranske grožnje, da bi škodovali ladjam s hitrimi čolni ali drugimi metodami. Torej bo prva operacija zagotovo odstranitev vseh teh hitrih čolnov, da se zagotovi nemoten pretok ladij skozi Hormuško ožino, saj Trump ne more pustiti situacije takšne, kot je. Lahko bi se odločil, da opusti jedrsko vprašanje, lahko bi se odločil, da opusti spremembo režima, ne more opustiti Hormuške ožine, ker se njegovi zavezniki, kot so v Združenih arabskih emiratih in Saudski Arabiji ter Katarju, prav tako zanašajo na pretok nafte. Evropejci se zanašajo na pretok nafte skozi Hormuško ožino. To je situacija, ki jo je povzročil Trump z vojaško akcijo Epic Fury in zato jo mora rešiti. To je torej cilj številka 1. Cilj številka 2 je obogateni uran. Verjamem, da je za Izrael, slišali smo predsednika vlade Netanjahuja, ki je to povedal pred nekaj tedni, da v tem trenutku je za Izrael cilj številka 1 odstraniti ta obogateni uran.
ker se verjame, da tudi pri 60% obogatenem uranu to Iran približa razvoju materiala za jedrsko orožje. Ampak tudi možnost izdelave neke vrste umazane bombe, ki morda ni jedrska, a lahko povzroči ogromno škode. Torej, to je treba odstraniti. Očitno si je predsednik želel, da bi prišlo do neke vrste dogovora z Iranom, da bi se Iran v bistvu umaknil, medtem ko so Združene države in partnerji vstopili, da bi dobili tisto, kar predsednik Trump imenuje jedrski prah, 60% obogateni uran, za katerega verjamajo, da je zakopan pod zemljo. Če pa Iran ne bo podpisal dogovora, ki bi Združenim državam dovolil vstop, potem verjamem, da sta Izrael in Združene države pripravljala oziroma pripravila posebno operacijo, da bi vstopili in to odstranili s silo. In to, kar boste dejansko morali storiti, je poslati vojake na teren. Morali boste poslati vojake na teren, da zaščitite tiste, ki bodo šli tja in delali na tem, da odstranijo obogateni uran. To je zelo občutljiva operacija in morate poskrbeti, da se noben iranski oboroženec ne približa temu. Torej, verjetno bodo vojaki na terenu. In hkrati, dokler delujete, ko govorite o odpiranju Hormuške ožine, delujete znotraj Irana, da pridobite obogateni uran. Verjamem, da boste videli Izrael in Združene države, kako napadeta nekatere druge objekte za balistične rakete, ki so jih identificirali v tem obdobju premirja. In premirje je Izraelu in Združenim državam dalo priložnost za ukrepljen nadzor in zbiranje obveščevalnih podatkov. Tako da v tem trenutku verjamem, da obstaja še več vojaških ciljev, ki jih želijo zadeti. Verjetno želijo odstraniti tudi nekatere ključne voditelje, ki so bili nasprotujoči dogovoru. Ali pa v smislu ohranjanja nadzora IRGC nad državo. Torej, želite stvari nekoliko približati spremembi režima, mislim, da bi lahko ta operacija trajala več tednov. Ne verjamem, da bo trajala tako dolgo kot 6 tednov prve operacije. Zagotovo obstaja miselnost, da želite priti noter in oditi čim hitreje. Ampak ideja, da bi to lahko trajalo 2 do 3 tedne, še ena stvar, ki bi se lahko zgodila, in to so poročali nekateri viri, je ta. Združene države bi lahko zavzele otok Hark, ki je otok globoko v Perzijskem zalivu, odkoder Iran dejansko izvozi večino svoje nafte. Tako da veste, to so nekatere stvari, ki se lahko zgodijo. Kar zadeva Izrael, Izraelci pravijo, da bi se to lahko zgodilo zelo kmalu. Lahko bi se zgodilo v naslednjih nekaj dneh, lahko bi se zgodilo v naslednjem tednu. Tako da moramo samo počakati in videti, kaj se bo zgodilo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Spomnim se, da je bil paša med začetnim premirjem, ko je kazalo, da dogovora ne bo, in potem je, mislim, v zadnjem trenutku prišlo do dogovora. Tako da bomo morali videti, kako se bo to odvijalo ta teden. Do dogovora ne bo mogoče priti, razen če ne bo zelo, zelo močnega vojaškega pritiska. Mislim, predsednik vlade Netanjahu je rekel, da se moraš pogajati pod ognjem in s to oceno bi se kar strinjal. Ampak tukaj je predsednik Trump izbral premirje. Ampak obstaja zelo resnična grožnja obnovljenega vojaškega posredovanja. Torej je to le takrat, ko je vojaška grožnja zelo, zelo močna in neposredna in tvoj prst je praktično na gumbu. Takrat lahko potencialno dosežeš nekakšen dogovor. In ne govorim v imenu vseh Izraelcev, ampak vem, da bi bilo veliko Izraelcev pripravljeno znova iti v zaklonišča, če bi to pomenilo izjemno zmanjšano iransko grožnjo, še posebej jedrsko grožnjo, balistične rakete in vse to. Smo odporen narod, zato bomo videli, kaj se bo zgodilo ta teden. Hkrati pa si Alex pred nekaj minutami omenil Združene arabske emirate. Vsi ti podatki so prišli na dan v zadnjih nekaj dneh, da sta predsednik vlade Netanjahu in njegova ekipa obiskala Združene arabske emirate med vojno z Iranom. Na to so nam povedali, da so načelnik generalštaba IDF, vodje Shin Beta, mislim, da tudi Mossada, vsi obiskali Združene arabske emirate sredi iranske vojne. Vse to prihaja na dan v zadnjih nekaj dneh. Kaj vemo o teh obiskih? Kako pomembni so? O čem so razpravljali? Kaj vemo v tem trenutku? No, najprej videli smo, da je predsednik vlade dejal, da je urad predsednika vlade sporočil, da je imel predsednik vlade nekakšen skrivni obisk v Združenih arabskih emiratih. In potem Živ Agman, ki je bil takrat vršilec dolžnosti načelnika generalštaba, je od takrat odstopil zaradi različnih izjav, ki so prišle na dan in ki jih je podal. Tega niti ne bomo obravnavali, ampak on je odstopil in zdaj je objavil informacije, da je bil Netanjahu sprejet s častmi, ki so rezervirane za kralje. Dal je podrobnosti, da.
Da je iranski prestolonaslednik Šejk Ben Zayed dejansko peljal Netanjahuja v svojem osebnem avtomobilu z letališča do palače. Prav tako je bilo razkrito, da je Izrael med tem obiskom obljubil baterijo prestreznikov železne kupole. In prej je bilo že poročano, da je Izrael morda poslal baterijo železne kupole, kar mislim, da je bila izjemna gesta in nekaj, kar Izrael res potrebuje, saj potrebujejo vse železne kupole, ki jih imajo. Vendar so Združeni arabski emirati dejansko utrpeli več napadov iz Irana kot Izrael. Tako je za Izrael zelo pomembna gesta, da je to tehnologijo lahko zagotovil Arabcem, Združenim arabskim emiratom, kar je verjetno rešilo življenja znotraj Združenih arabskih emiratov. In sam obisk, mislim, resnično kaže, kako nekateri od teh arabskih držav gledajo proti Izraelu. Bilo je že prej nekaj poročil, in to sem videl v časopisu Times of Israel. Imeli so celoten prispevek o tem, kako so vse države na Bližnjem vzhodu jezne na Izrael zaradi te vojne. Te države so želele, da Izrael naredi to, kar je naredil. Želijo, da Združene države dokončajo to delo. Zato menim, da je gostovanje Netanjahuja zelo pomembna gesta, ki samo kaže na Netanjahujev položaj na širšem Bližnjem vzhodu in kako se te države obračajo k Izraelu. Zelo, zelo dober znak je videti to raven sodelovanja. In da Abrahamovi sporazumi, dogovor o normalizaciji, ki sta ga podpisala Združeni arabski emirati ter Bahrajn in Izrael, ostajajo trdni tudi sredi tega konflikta. Aleksej, da malo zamenjava temo, oba zelo dobro veva, kako pomemben je medijski boj, ki poteka. In kako pomembno je, da so dejstva pravilna. Zato obstajajo novinarji. Kljub temu je New York Times pred nekaj dnevi objavil kolumno Nikolasa Kristofa, enega njihovih sodelavcev, enega njihovih višjih sodelavcev. Ob vseh teh obtožbah proti Izraelu, vključno z obtožbami, da izraelski psi posiljujejo arabske zapornike v zaporih, Izrael zdaj toži New York Times zaradi te kolumne. Predsednik vlade Netanjahu, zunanji minister Gideon Sar, sta prejšnji četrtek napovedala začetek tožbe proti New York Times. Zaradi objave, no ne vseh novic, ki so primerne za tisk. Kar so poimenovali eno najbolj groznih in popačenih laži, ki so bile kdajkoli objavljene na račun države Izrael. To je trenutno stanje. Tukaj je veliko za razvozlati, vključno s časovnim okvirom te zgodbe. Izrael je objavil zelo obsežno poročilo o spolnih zlorabah, ki so se zgodile 7. oktobra, s tisoči prič, slikami, videoposnetki in dokumentiranimi posnetki, ki prikazujejo stopnjo spolnega nasilja, ki ga je Hamas zagrešil 7. oktobra. Zato ni presenetljivo, da ima prav isti teden Izrael to celotno poročilo o obsegu in stopnji spolnih zlorab, ki jih je zagrešil Hamas. Da bo Nik Kristof objavil zgodbo v New York Timesu, v kateri trdi, da pravzaprav spolne zlorabe izvaja Izrael. To je namenjeno popolnemu izkrivljanju, odvračanju in preusmerjanju pozornosti od dejanskega poročila, ki ga je objavil Izrael. Kristofov članek ima v bistvu 14 virov. Očitno je bilo zelo malo preverjene dejstev. Znano je, da teh 14 virov daje te informacije in nekatere od organizacij, ki so bile citirane, so zloglasne protiizraelske organizacije. Tako, in potem mislim, da je dejstvo, da je Kristof nadaljeval in rekel, da so psi dejansko sodelovali pri spolni zlorabi, prišlo zelo prav. Ker če tega ne bi rekel, mislim, da bi bilo za Izrael veliko težje preusmeriti pozornost od tega, kar je naredil Nikolas Kristof. Ampak dejstvo, da je šel tako daleč, je v bistvu ustvaril tisto, kar Izraelci imenujejo eno najhujših krvnih obtožb v sodobni zgodovini. Ampak to je bilo celo obdobje krvnih obtožb. Trditev o genocidu je krvna obtožba. To je točno to, kar je. To je krvna obtožba. Izrael izvaja genocid v Gazi, da je Izrael tisti, ki izvaja spolne zlorabe. Kaj pomeni, da sta zunanji minister in predsednik vlade napovedala tožbo? Moramo videti, kako to izgleda. Ne vemo, kakšni so mehanizmi, da država toži novinarja ali publikacijo, zato moramo počakati in videti. Če bo ta tožba dejansko šla naprej in kakšna bi lahko bila nagrada ali kazen za takšen kolumnistični zapis?
Poslušaj, veš, v preteklosti smo slišali, kako so Izrael ali posebej Mossad obtoževali, da so urili delfine, da bi bili vohuni za Izrael. Slišali smo, da Izrael uporablja nekakšen vesoljski laserski sistem, vse te vrste groznih obrekovanj, ampak tole verjetno presega vse, veš, da naj bi Izrael uril te pse, da posiljujejo zapornike. Ampak veš, New York Times je dejansko pred kratkim videl protest pred svojimi pisarnami zaradi njihovega poročanja o tej kolumni. Torej ja. In sem gledal New York Times, objavili so ta članek na X in prebiral sem komentarje. In potem, veš, nekdo v enem izmed komentarjev, ne spomnim se kdo, in ne spomnim se, če je bil to verodostojen vir, ampak nekdo je rekel, veš, postavili so zaslone znotraj zapora z Deta Iman, da bi zakrili pogled kamer na spolne zlorabe, ki so se dogajale za temi zasloni. Prav. Tako da nimaš nobenih posnetkov, nobene spolne zlorabe, ki bi se dogajala. Torej, nekdo trdi, da je zatem prišlo do spolne zlorabe, vendar nimaš nobenih pravih dokazov za to. Torej, to je obrat, to je inverzija. Kar se zgodi je, da to vidimo, progresivci to počnejo, Hamas to počne. Karkoli ti naredijo, te obtožijo, da si ti to naredil njim. In to je to. Ja, absolutno. In časovna usklajenost, vesel sem, da si to izpostavil, zelo pomembno, ampak to je New York Times zate. Pogovoriva se, Alex. Smo v volilni sezoni tukaj v Izraelu in trenutno bomo videli, kako se bo razvijalo v tem tednu, ampak obstaja predlog zakona za razpustitev Kneseta in razpis volitev. Še vedno bo trajalo približno 90 dni, več ali manj. Ultraortodoksna stranka je povedala, da so izgubili zaupanje v premijeja. Imeli ste Ofrakac, koalicijsko skupino premijera Netanjahuja, ki je prejšnjo sredo vložila predlog zakona za dejansko razpustitev Kneseta. Vemo, da morajo biti volitve po zakonu izvedene do oktobra. Zdaj smo torej v maju. Torej imate junij, julij, morda nekje avgust, september. Verjetno govorimo o začetku septembra, če bo ta zakon sprejet. Ali je kakšna velika razlika med oktobrom in septembrom? Ali pa je bilo to, tako kot je rekel predsednik vlade Netanjahu, da je to pravi trenutek? Mislim, da je za to nekaj razlogov. Predsednik vlade Netanjahu si morda želi, da bi prišli do volitev, ki bi bile v bistvu skoraj 2 meseca prej, kaj ne? Volitve so predvidene za 27. oktober. Če bodo te volitve, bodo verjetno v začetku septembra, ravno okoli praznika Roš Hašana, verjetno tik pred Roš Hašano. In za predsednika vlade je lahko za to več razlogov, zakaj je to boljša situacija. Najprej, kot ste omenili, zdaj začenjamo volilno sezono. Torej, kaj začenjamo opažati? Vidimo, da postaja javna razprava zelo strupena. Začenjamo opažati, da se pojavljajo ti strupeni in grozni plakati. In veste, kako dolgo se bo država morala ukvarjati s tem, je nekaj, o čemer je treba razmisliti. Lahko bi bile velike prednosti, če bi rekli, dajmo kar odtrgati obliž in čim prej zaključiti volitve, kaj ne? Tako bi imeli to situacijo le še 90 dni namesto 150 dni. Torej, karko lahko storimo, da to hitreje zaključimo, lahko da predsedniku vlade malo večjo prednost, glede na to, da se njegovi nasprotniki reorganizirajo. Morda boste videli, da nekatere nove stranke poskušajo pridobiti podporo. Tisti dodatnih 50-60 dni bi lahko novi stranki dalo več časa, da dobi več glasov. Torej, predsednik vlade verjetno gleda na trenutni politični zemljevid in pravi, veš kaj, opravimo s tem. Zdaj, za te ultraortodoksne stranke so v javnosti tako močno na udaru zaradi celotnega vprašanja zakona o vojaški obveznosti in iščejo načine, kako bi njihovi mladi lahko izognili služenju v vojski. Zdaj mislim, da je cela država razen Haredov enotna od desnice do levice, da bi moral vsak primeren moški služiti v vojski. Kako je mogoče, da nekateri vojaki, še posebej drugi verski vojaki iz nacionalne verske skupnosti Dati Lumi, služijo 300-400 dni v bojnih operacijah na prvi liniji. In ti drugi verski fantje sedijo doma. Pravzaprav smo ta teden pravkar brali v odlomku Bamidbar štetje. In celoten namen štetja je prav to. Vsak od 20. do 60. leta, vsak moški od 20. do 60. leta mora iti v vojsko, kaj ne? In to je zapoved iz Tore. Tako da dejstvo, da učenjaki Tore, tako imenovani učenjaki Tore, ne gredo, preprosto ne odmeva pri javnosti. Zato so zelo, zelo močno na udaru.
Kaj potrebujejo? Potrebujejo, da njihovi volivci pridejo v čim večjem številu, da bodo lahko odločilni faktor pri naslednji vladi. Kar se njih tiče, bi raje šli v koalicijo z Netanjahujem, ker Netanjahu jih potrebuje, da lahko vlada in ima stabilno vlado. Ker bi Netanjahu ideološko gledano zagotovo raje vladal iz centra. Težava je v tem, da so sredinske in levičarske stranke nestabilne in bodo sredi koalicijskega dogovora spreminjale svoje zahteve. Ultraortodoksne stranke so precej jasne glede svojih tako imenovanih potreb ali zahtev že na začetku in predsednik vlade Netanjahu je znal vladovati njihove zahteve in to je razlog, zakaj je ta vlada zdržala skoraj celoten mandat. Tako da oni so lahko tisti, ki jih lahko okrivimo. In Netanjahu bi morda celo raje videl, da so oni tisti, ki jih okrivijo za poziv k predčasnim volitvam. Vse to so volilna politika, pozicioniranje in spletkarjenje. Ampak mislim, da bi predsednik vlade lahko videl nekaj dejanskih koristi v tem, da gredo na predčasne volitve. Nadaljevanje sledi, ostanite z nami in spremljajte jns.org za celotno poročanje o volitvah, ki se je že začela, veste, poudarjanje strank in vseh predstavnikov, ki bi lahko bili izvoljeni v naslednji kneset, to jesen. In če pogledate, kaj bodo te naslednje volitve, torej očitno je najprej in predvsem to referendum o Netanjahuju. Nekateri ljudje, ki podpirajo predsednika vlade, verjamejo, da nihče ne bi mogel bolje voditi te vojne. Najprej, ko je bil Biden na položaju in potem še posebej, ko je bil Trump na položaju in da ste v tem času potrebovali tega človeka, da ni nikogar, ki bi bil primerljiv z Netanjahujem. To je na eni strani. In potem je na drugi strani ljudi, ki menijo, da se je 7. oktober zgodil pod njegovim vodstvom. Tukaj ni nobene odgovornosti. To je najhujša katastrofa v zgodovini moderne države, vsaj od leta 1973 naprej. Ni bilo nobene odgovornosti, nobene preiskovalne komisije. In še pred 7. oktobrom je bil že na oblasti, zdaj je skoraj 20 let na položaju in to v demokraciji. Mislim, da ni nobenega demokratičnega voditelja na svetu, ki bi bil na oblasti dlje kot Netanjahu. In 20 let je absolutno predolgo. In ljudje preprosto mislijo, da je treba preiti na naslednjega, ne glede na vse. Niso si želeli, da bi bil on predsednik vlade 7. oktobra. In še posebej po 7. oktobru nočejo, da bi bil on predsednik vlade in želijo si, da bi odšel za vsako ceno. To je prva težava. To je pravzaprav referendum o Netanjahuju, mimogrede. To je bila ista težava, zaradi katere je bilo 5 zaporednih volitev v 5 letih pred to vlado, prav tako samo referendum o Netanjahuju. Drugi del pa je, kdo so koalicijski partnerji. Jasno je, da je Naftali Bennett, ki se je pravkar združil s stranko z Jairjem Lapidom in tema dvema političnima prijateljema, sodeloval, da bi se povezali. To je že tretjič. To sta prvič storila, mislim, da je bilo leta 2012, ko sta odrinila desničarske stranke in prisilila Netanjahuja, da je vladal z levico. To sta storila leta 2021, ko je Naftali Bennett postal predsednik vlade kot del rotacijskega dogovora z Jairjem Lapidom in zdaj to počneta znova. In tako Netanjahu obtožuje ali namiguje, da če bosta Bennett in Lapid uspela oblikovati vlado, bo to mogoče le skupaj z arabskimi strankami, s katerimi sta sedela že prejšnjič. In to je bilo prvič v zgodovini Izraela, da je bila v vlado vključena samooklicana anticionistična stranka. In edini razlog, zakaj je bila ta arabska stranka vključena v vlado, je bil, da bi odstranili Netanjahuja. Tako so v bistvu prestopili politično rdečo črto in šli proti vsem drugim vrednotam, ki so jih imeli Izraelci. Ker so preprosto mislili, da je imeti Netanjahuja kot predsednika vlade večja nevarnost za državo ali večja nevarnost za njihov ego, kot pa imeti arabsko stranko v vladi. Zato so šli v koalicijo z arabsko stranko. Torej v bistvu na eni strani Netanjahu pravi, če glasujete za Bennetta, glasujete za to, da bo arabska stranka v vladi, in na drugi strani Netanjahu je v koaliciji z ultraortodoksnimi strankami. In če boste Netanjahu in ultraortodoksne stranke ter nacionalno-religiozne stranke sposobni dobiti 61 ali več sedežev, bo Netanjahu ponovno oblikoval desničarsko vlado in bo v koaliciji z ultraortodoksnimi strankami. Tako da se v bistvu vse skupaj zreducira na volitve med Arabci in vlado ter Haredimi v vladi. Torej, to sta ti dve vprašanji. Zdaj, tukaj skoraj da ni več programov. Ni nobene stranke, ki bi rekla, v redu, to so stvari, ki jih bom naredila v naslednjih 5 letih.
Pravzaprav ni nobene razlike v mnenjih o tem, kako naj bi se vojna vodila od zdaj pa do njenega konca, kakršenkoli že bo ta konec. Pravzaprav ni nobenih razprav o palestinski državi ali brez palestinske države, ker v tem trenutku celo levičarji, ki so v preteklosti podpirali palestinsko državo, priznavajo, da trenutno ni mogoče oblikovati palestinske države. Torej ni pravih vprašanj, glasuješ bodisi za Netanjahuja ali proti Netanjahuju, ter za Arabce v tvoji vladi ali ultraortodoksne stranke v tvoji vladi. Zelo zanimivo in videli bomo, kako se bo vse skupaj razpletlo. Tukaj smo šele začeli, videli bomo, kako bo potekalo glasovanje ta teden in ali bomo dejansko šli na predčasne volitve. Hkrati imamo še vedno premirje v Gazi, bolj ali manj. Ameriški veleposlanik v Izraelu, Mike Huckabee, je ta teden dejal, da bo morda Izrael moral sam razorožiti Hamas ob vse več znakih. Islamska teroristična skupina ponovno vzpostavlja nadzor nad Gazo. Hamas, znova in znova smo govorili o tem, pravi, da se ne bo razorožil. Kdo bo dejansko izvedel razorožitev? Ne vem. Morda se bo izkazalo, da bo edina entiteta, ki bo to pripravljena storiti, IDF. Če se to zgodi, ena stvar, za katero upam, molim in vztrajam, da jo mora spremljati, je, da svet ne sme obsojati Izraela, ker je naredil tisto, česar sam ni imel poguma narediti, in to je odstraniti Hamas. Torej, če je Izrael edini, ki je pripravljen narediti tisto, za kar se vsi strinjajo, da se mora zgoditi, da bi Gaza imela prihodnost. Potem upam, da se bo svet Izraelu zahvalil, namesto da bi ga obsojal. Torej, vprašanje je, kje bi bile Združene države v vsem tem. Če veleposlanik Huckabee pravi, da bo moral Izrael ukrepati sam, ali namiguje, da ima predsednik Trump dovolj Gaze in se ukvarja z drugimi stvarmi? Kaj menimo o teh komentarjih veleposlanika Huckabeeja? No, 20-točkovni načrt, ki ga je predstavil predsednik Trump, zelo jasno navaja, da poleg izpustitve talcev mora Hamas tudi razorožiti. Ker pravi veleposlanik Huckabee, je tisto, kar vsi vedo, da je edina sila, ki bi lahko razorožila Hamas, IDF. Hamas se prostovoljno ne bo odrekel orožju. So v boju za preživetje. Njihovo orožje je tisto, kar jim omogoča nadzor nad prebivalstvom. In kar je še postalo jasno, in morda je to na srečo za Izrael, je, da ni nobenih drugih vojakov na svetu, ki bi bili pripravljeni in sposobni razorožiti Hamas. Edina država, ki je želela poslati vojake v Izrael, da bi bila del te mednarodne stabilizacijske sile, je bila Turčija. In kar bi Turčija upala narediti, je dejansko preprečiti razorožitev Hamasa. Pravijo, pojdimo noter in si zagotovimo svoj vpliv tukaj. V bistvu bi to okrepilo vojaško prisotnost Hamasa v Gazi, zato je Izrael to zavrnil. Izrael pravi, da turških vojakov ne bo na ozemlju Gaze. Tako ni drugih držav, ki bi bile pripravljene in sposobne. Indonezija je nekoč predlagala, da bi lahko poslala vojake, vendar zagotovo ne bi šlo za misijo razorožitve Hamasa. Nočejo se spopadati s Hamasom, morda bi bili tam, da bi nadzorovali dostavo humanitarne pomoči. Tako je IDF edini igralec, edina entiteta in Huckabee je rekel, da bo edina entiteta, ki je pripravljena to storiti, IDF. Ampak po drugi strani, mislim, da smo o tem govorili prejšnji teden, vprašanje je, kakšna je korist, če IDF ponovno vstopi v Gazo. Trenutno imate situacijo, kjer 20-točkovni načrt prevzema odgovornost za dogajanje v Gazi iz rok države Izrael. Trenutno ni veliko diplomatskega ali mednarodnega pritiska na Izrael. Vsak dan ni naslovnic glede razmer v Gazi. In to je dobro za Izrael, ker če se te naslovnice ponovno pojavijo, kaj se bo zgodilo? IDF vstopi, Hamas se skrije med civilno prebivalstvo. Prihaja do spopadov. Nenadoma začneš ponovno slišati poročila o naraščajočem številu smrtnih žrtev v Gazi. To so nepreverljiva poročila o smrtnih žrtvah, ki pravijo, da so ubite ženske in otroci. In potem dobiš vse te naslove v medijih. In potem slišiš, kako Evropejci in drugi govorijo o bojkotu Izraela in morebitnih embargih na orožje, česar si Izrael v resnici ne more privoščiti. Potem imaš lahko situacijo, kjer MKS, Mednarodno kazensko sodišče, začne znova izdajati naloge za aretacijo, kar si Izrael ne želi. In hkrati bo izgubljal vojake. Mislim, to je največja grožnja. Imaš pas Gaze, poln pasti. In kaj potem pridobiš, če resnično razorožiš Hamas, seveda?
Ali to odstrani grožnjo? Odstrani grožnjo. Boš lahko odstranil vse orožje iz Gaze? Ne, nikoli ne boš našel vsega orožja. Torej, ali lahko izkoreniniš ideologijo? Ne, ne boš izkoreninil ideologije. Ti ljudje imajo popolnoma oprane možgane. Torej, vprašanje je, če vstopite in jih še dodatno oslabite, mislim, saj že zdaj nimajo raket, s katerimi bi lahko kaznovali oziroma obstreljevali izraelsko družbo tako kot prej. In položaj izraelskih čet je drugačen. Izrael nadzoruje 53% Gaze. Torej, recimo, da IDF vstopi in razoroži Hamas. Kaj se bo zgodilo naslednji dan? Naslednji dan bo Izrael pozvan, naj se umakne iz preostalih 50% Gaze, ki jih nadzoruje, kar pa Izrael verjetno ne želi storiti. In potem bo mednarodna skupnost vložila milijarde dolarjev v Gazo za obnovo Gaze. In to bo zanje nagrada. Dobili bodo lepšo Gazo, kot so imeli pred 7. oktobrom. Zakaj si to zaslužijo? Tako imate zdaj situacijo, v kateri so izgubili 50% ozemlja, izguba ozemlja pa je edini jezik, ki ga razumejo. Če ubijete teroriste Hamasa, jih naredite za mučenike. To je velika čast v tej družbi. In način, kako je družba indoktrinirana in vzgajana. Edina stvar, ki jo razumejo kot ponižanje, je, ko izgubijo ozemlje. Trenutno Izrael nadzoruje polovico njihovega ozemlja. Torej bi moral Izrael vstopiti in jih narediti za mučenike, da bi vrnili zemljo in da bi se vanjo zlili milijarde dolarjev. To sploh nima smisla. Kar ima smisel, je ponovno zgraditi Guš Katif. To bi imelo smisel po tej logiki. No, mislim, da ima največ smisla ustvariti pogoje, kjer, in o tem smo večkrat govorili na začetku vojne, kjer si gaščani želijo oditi, kaj ne. Torej, če začnete vlagati milijarde dolarjev v obnovo, da bi ustvarili nekakšno riviero na Sredozemlju, kot o tem govorita Jared Kushner ali drugi, potem imajo vsi razlog, da ostanejo. Če je jasno, da teh milijard dolarjev ne bodo vlagali v obnovo tega območja ruševin, potem upate, da bo prišlo do množičnega javnega pritiska, da jih izpustijo ven. Zato mislim, da je trenutna situacija za spodbujanje te prostovoljne emigracije boljša, kot če bi Izrael dejansko šel naprej in, kot pravijo, dokončal to delo. Spet, tehnično premirje čez vikend. Čeprav Izrael odstrani vrhovnega vojaškega poveljnika Hamasa, dejansko vodjo vojaškega krila Hamasa. To se je zgodilo v natančnem napadu v mestu Gaza prejšnji petek. Aldin al-Haddad je njegovo ime. Ali je Aldin al-Haddad, eden od arhitektov pokola 7. oktobra, vodja oziroma novi vodja? Vem, da Izrael odstranjuje najvišje poveljnike v tako imenovanem vojaškem krilu Hamasa. Vemo, da v resnici ni razlike med njihovim tako imenovanim političnim in vojaškim krilom. Izrael vstopi med premirjem in odstrani tega vodjo, tako kot je Izrael deloval v Libanonu pod pogoji premirja. Odstranjuje. Al-Haddad je prevzel mesto Mohameda Sinmarja, ki je brat Jahje Sinvarja, torej zelo visok položaj. In tukaj ponovno vidite, da je definicija premirja drugačna, kot je bila v preteklosti. V preteklosti je premirje pomenilo, da so teroristi lahko občasno izstreljevali rakete na Izrael, Izrael pa je bil zadržan pri odzivanju. In tukaj je Izrael zelo proaktiven, celo med tako imenovanim premirjem, da bi odstranil teroriste. To počnejo znotraj Gaze, to počnejo tudi v Južnem Libanonu. Zdaj pa se govori tudi o tem, da bi Izrael lahko ponovno začel operacijo v Južnem Libanonu. Mislim, da je to malo verjetno. Pravkar smo slišali poročila, da sta se Izrael in Libanon dogovorila, da podaljšata začasno premirje za 5 dni, kaj ne? In spet, kaj sploh pomeni premirje? No, IDF deluje in na IDF tudi strelja Hezbollah. Torej, premirje pomeni nizkointenziven konflikt ciljno usmerjene izraelske operacije. Trenutno Libanonci še vedno streljajo na izraelska obmejna mesta, vendar ne izstreljujejo daljnosežnih raket na Haifo ali Tel Aviv. Tako imate nekakšno tleče stanje. Tako sta se Izrael in Hezbollah dogovorila preko dogovora z Libanonom, ki pa ni Hezbollah. Hezbollah dejansko ni del tega dogovora, vendar obstaja osnovno razumevanje, da se bo ta nizka raven omejene ravni izraelskih ciljanih napadov ter tega, da bo na Izrael še naprej priletelo nekaj kratkosežnih raket, nadaljevala na kratki rok.
Ampak ne boste videli ponovne vrnitve k tako intenzivnim spopadom. In razumevanje tukaj je, da se je Hezbolah umaknil ne samo v svoje oporišča v Bejrutu, kot so bili v predmestju imenovanem Davija, kjer je Izrael zelo močno napadel znotraj Davije. Zdaj pa obstaja prepričanje, da Hezbolah seli svoj štab v sunitska okrožja v Bejrutu. Ali želi Izrael zdaj začeti napadati znotraj sunitskih območij v Bejrutu in povzročiti še več uničenja v libanonski prestolnici? To je veliko vprašanje. Mislim, da obstaja dober argument, da Izrael ne bo obnovil večjih vojaških operacij niti v Gazi, niti v Libanonu, ampak želi ohraniti to novo stanje, kjer udarijo le takrat, ko je to potrebno. Upravljaš situacijo na popolnoma drugačen način kot prej. In to je prava strategija košnje trave, kaj ne? Ljudje so govorili, da izraelska strategija košnje trave ne deluje. Košnja trave ni to, da greš vsaka 3 leta in samo malo počistiš grmovje. To ni košnja trave. Če imaš dvorišče, moraš travo kositi vsak teden. Tako da vsakič, ko Izrael opazi gibanje, pa naj bo to v Gazi ali v Južnem Libanonu, udarijo redno. In na koncu ne moreš popolnoma izkoreniniti ideologij in ne moreš zares odstraniti njihovega nadzora ali vpliva nad prebivalstvom z orožjem, razen če si pripravljen vstopiti s kopenskimi silami. In to res pomeni tveganje, da bodo Izraelci utrpeli žrtve v teh spopadih. Alex, skoraj nam je zmanjkalo časa, vendar sva imela priložnost govoriti pred oddajo, pravkar si preživel 2 tedna v Združenih državah. In povedal si mi, da si se sprehajal po New Yorku, po ulicah New Yorka, odkoder prihajaš, mislim, da iz New Jerseyja, New Yorka. In rekel si, da so bili ljudje zelo, zelo zaskrbljeni. Uporabil si besedo prestrašeni, glede tega, kako gredo stvari v Združenih državah v New Yorku. Povej kaj o tem, če lahko. Govorimo o antisemitizmu, govorimo o ljudeh, kot je Mamdani v ZDA. Kakšna je bila tvoja izkušnja na tvojem potovanju? No, veš, na eni strani je takojšen fizični občutek na ulici. In videl sem veliko Judov, ki so nosili kipo, veš, zelo svobodno na ulicah New Yorka. Mesto sem že videl v slabšem stanju kot na tem potovanju. Med covidom je bilo vse videti veliko slabše. Morda pred 1,5 leta sem bil v New Yorku in takrat je bilo na ulicah videti veliko več migrantov. In iz kakršnega koli razloga je trenutno na ulicah manj migrantov, zato je situacija nekoliko bolj mirna. Ko pa sem govoril z ljudmi, sem nastopil na številnih različnih dogodkih na Upper East Side in v Scarsdaleu. Imel sem veliko sestankov, na desetine sestankov z, rekel bi, vidnimi Judi v New Yorku. In povedali so mi, da vlada velik strah. In zaskrbljeni so zaradi Mamdanija in njegove politike. Zlasti je bil zdaj v New Yorku sprejet predpis, ki pravi, da protestniki ne smejo biti bližje kot 7,5 metrov od sinagoge, bogoslužnega prostora, judovskega bogoslužnega prostora. 7 več kot 5 metra. To je zelo blizu. Mislim, to je kot od tle do konca kontrolne sobe. To sploh ni daleč. Mislim, to sploh ni daleč. In veste, kaj je potrebno, da nekdo ali skupina ljudi, ki so oddaljeni 7,5 metrov, veste, vdrejo v sinagogo, če se za to odločijo, kaj ne? Ljudje, ki protestirajo, to ni tako, ni kot protesti proti pravosodni reformi tukaj v Tel Avivu, kjer imate 70-letne ženske, ki držijo transparente in govorijo Bibi laž, bla, 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 bla. Kot da samo verbalno nadlegujejo in so nadležni. Ti ljudje pa pozivajo k intifadam. V redu. In že smo videli vse več nasilnega antisemitizma. S sprejetjem te uredbe mesto pravzaprav pravi, protestniki, dovoljeno vam je, da se postavite do 7,5 metrov od sinagoge. Mislim, da bi moralo biti to vsaj 45 ali 90 metrov stran od sinagoge. Ali pa bi morali reči, da vam ni dovoljeno protestirati nikjer v bližini sinagoge. Če želite protestirati, protestirajte na javnem trgu ali v parku. Ne morete protestirati pred bogoslužnim objektom, kaj ne? In ta uredba se sploh ne nanaša na judovski skupnostni center. Ali na judovsko šolo, samo na sinagogo. Torej, veste, lahko se približajo še bolj. Prejšnji teden sem v Brooklynu videl protest skupine, ki podpira Hezbolah, kako so hodili po ulicah judovskih sosesk. Judi so stali na verandi in opazovali te proteroristične ljudi tam zunaj.
tik pred njihovimi domovi. Ja, mislim, da je to zelo strašljiva situacija. Verjetno trenutno v New Yorku ni tako hudo, kot vidimo, da je v Londonu ali, veste, v nekaterih drugih delih Evrope. Ampak če vidite, kako gre v Londonu, kako gre v Parizu, New York gre v isto smer, zato mislim, da je veliko zaskrbljenosti. In zdaj me ljudje sprašujejo, pravijo, kaj naj naredimo. Zdaj, jaz sem novinar, poskušam samo ljudem povedati novice, kaj se je zgodilo, kako razlagati, kaj se dogaja. Ampak veste, mislim, moje sporočilo je, ostanite pozorni. Zdaj, bodite glede varnosti zelo previdni. Bodite odločni, bodite trdni. Ne dovolite, da bi protestniki mislili, da so lahko uspešni, če napadejo sinagogo. Bodite pametni, bodite organizirani. Bodite oboroženi s čimerkoli lahko. Kot je nekdo rekel, na nekaterih mestih lahko nosimo orožje. Sem rekel, nosite solzivec. Bodite usposobljeni za samoobrambo. Razumite, da ste zdaj v drugačnem obdobju. Morate biti močni. Druga stvar pa je, da ste ponosni. Bodite ponosni na to, kdo ste. Veste, cenite vse delo, ki ga je Izrael opravil, da je bil uspešen proti svojim sovražnikom tukaj v svoji soseščini in bodite odločni, da boste prav tako uspešni proti sovražnikom tam, kjer ste vi. Da ste preprosto ponosni, da ste Jud. Da. Samo nadaljujete s tem, kar počnete. In druga stvar je seveda, da svoje otroke učite svojih vrednot, kaj ne? Ne dovolite, da učitelji v šoli, profesori na fakulteti, vplivneži na TikToku ali politiki učijo vaše otroke vrednot. Edini, ki lahko svoje otroke naučite svojih vrednot, ste vi. Torej, to so glavna sporočila, za katera mislim, da sem jih poskušal predati ljudem, ko so me vprašali, kaj mislim, da bi morali storiti. Vsekakor pa verjamem, da morajo biti ljudje zelo pozorni, izražajo mi svojo veliko zaskrbljenost zaradi trenutne situacije. Zaskrbljujoče. O tem ni dvoma. Našim bratom in sestram čez ocean želim, da ostanejo varni. Ob tej priložnosti, Alex, dobrodošel nazaj. Veseli smo, da si spet z nami. Alex Strejman, direktor JNS, Josh Hastin, dopisnik JNS TV. Hvala, ker ste se nam pridružili v še eni oddaji Jeruzalemske pobude tukaj na JNS TV. Poskrbite, da si ogledate vse odlične programe, ki jih ponuja JNS TV. Podprite nas super zahvalo in se naročite. Obiščite tudi jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju, ki omogočajo, da se vse to zgodi. Se vidimo naslednji teden v oddaji Jeruzalemska pobuda tukaj na JNS TV.